ohranjanju in razvoju podeželja v Ribniški dolini pomembno prispeva delovanje in poslanstvo rokodelskega centra v Ribnici. Le-ta postaja dinamično središče suhe robe in lončarstva. Središče, ki je del mreže regijskih centrov po Sloveniji. Primerljivo s podobnimi rokodelskimi središči drugod po svetu. Obiskovalcem se s tem omogoča prepoznavanje kulturne identitete njihovega prostora. Domačinom pa ohranjanje le-te. S svojo prisotnostjo tako sooblikujejo sodobno kulturno dogajanje v njihovem domačem okolju. Projekt Zapisana dediščina in rokodelska ustvarjalnost je bil sofinanciran s sredstvi ukrepa LEADER v okviru programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje od 2007 do 2013. Projekt je omogočil izvedbo pletarske in lončarske šole z usposabljanjem za ohranjanje starih obrti. Prav tako tudi izdelavo in delovanje spletne trgovine za prodajo izdelkov ter izdajo publikacije o Ribnici in Ribničanih. Izdelovanje suhe robe je najstarejša in najbolj razširjena domača obrt Ribniške doline. Ta prebivalcem pomeni izredno veliko. Tako danes kot nekoč, ko jim je predstavljala poseben način življenja. Prav tako tudi pomemben vir dohodka. Suhorobarsko in lončarsko dejavnost skrbno ohranjajo v rokodelskem centru Ribnica. Skrbijo, da izdelki sledijo sodobnim trendom. S tem jih približajo vsem populacijam in okusom. Razstava Zakaj delaš je zasnovana na način, da v bistvu razkrivamo, zakaj ljudje in kaj ljudje iz tega okolja, torej iz Ribniške doline, delajo. Predstavljena je produkcija suhe robe in lončarstva. Poleg tega pa smo pokukali še v ozadje rokodelcev in odkrili različne izdelke, ki se na tem območju proizvajajo in se prodajajo tudi v tujino. Razstava Zakaj delaš odgovarja na vprašanja, zakaj se rokodelci ukvarjajo s proizvajanjem izdelkov. Odgovori pa so naslednji: za zaslužek oziroma za denar, za izziv, za izpolnjevanje prostega časa, ponekod pa rokodelske postopke uporabljajo tudi v umetniških delih. Rokodelski center Ribnica deluje na ta način, da spodbuja rokodelce k sodelovanju z oblikovalci in da v sožitju iščejo nove oblike, nove načine izdelave,
spodbujamo jih k dopolnjevanju izdelka z zgodbami, s celostno grafično podobo, tako da so ti izdelki bolj privlačni za sodobnega kupca. No, s to razstavo smo nekako odstrli še drugo plat Ribniške doline. Poleg suhe robe in lončarstva smo prikazali tudi druga rokodelstva, ki so tukaj doma že ves čas, vendar se jih je kar nekako zanemarjalo. Tako da suha roba že od vedno prednjači sploh v turizmu in turistične namene. S to razstavo pa smo, kot že rečeno, prikazali tudi druge izdelke, ki so tukaj doma, ki prihajajo iz ribniškega okolja, pa potujejo povsod po svetu, vendar nekako ljudje sploh ne vejo, da prihajajo od tukaj. V tej razstavi smo prvič prikazali tudi umetniška dela, ki so nekako povezana tudi z rokodelstvom, saj že od nekdaj mogoče umetniki za svoja umetniška dela uporabljajo neke načine oziroma postopke rokodelske, ki se potem odrazijo v celem umetniškem delu.